kaj boš s tem, Maša, pa to boš zaslužila za čigumije, še to ne bo zaslužila, daj pust, ne, pust. Sploh se ne poglabljajo to, ne. Ampak jaz sem čutila, da jaz na to pot moram iti. Evo, Maša je z nami danes, kako hudo, poznam jo ne preveč dobro, iskreno, a ne. Ja. Malo pa se poznamo. Evo, pol ure prej Izza sva imela šanka možnost. pa pol ure Tako. prej, ja. Tako, ja. Tako, povej. Jaz bi najprej vse lepo pozdravila, vse, ki so si vzeli čas, da prisluhnejo najinemu pogovoru. Zahvalila bi se sploh za povabilo in moram reči, da res vse te oddaje, ki sem jih do zdaj pogledala, so zanimive, vsaka na svoj način, tako da upam, evo, da tudi midva danes narediva eno zanimivo oddajico in to je to. Ok, cool. Pa še nekaj, Jernej, da lepo pozdravim tvojo čudovito ženo Uršo, ki je danes tudi našla take lepe besede zame in moram reči, da tudi jaz imam o njej eno lepo mnenje, ker je ena super ženska, tako da to je to. Evo, super, hvala. Ja. Še v njenem imenu, čeprav lahko v chatu sama se zahvala, ne. Tudi je rekla, hej, je že tle, že gleda, že nadzira iz kuhne, a ne. Te morajo žene biti, ne, hecam se, pa če se rad hecam. Najina skupna točka je črn humor, tako da ona šteha, če je kakšna druga gospodična užaljena, ki to gleda, se upravičujem, nimam nič proti ženskam. Tako naprej, najina stvar je črn humor, tako da. Pravilno, morata imeti nekaj. Evo, Klemen je čisto navdušen. Ja. Urša je pa rekla, hvala, Maša, mi je kar nerodno, by the way, zelo si lepa. Joj, hvala. Kot da bi bila, a ne, ta vižazistka, ali kako se že temu reče. Kot da se ukvarjam s tem, ne. Kot da se ukvarjaš s tem, ja. Tako nekako. Glih sem tudi prej rekel, ker sem še delal sliko za story, da damo, da smo zdaj v živo. Ja. Pa se Maša nasmeje prav tako profesionalno, jaz pa zraven še razmišljam, kako to delati. Nimam nobenih izkušenj, pri tem se pa že prav vidim. Počasi, lej. Ej, the best. Evo, nič, bomo kar začeli. Ura je minuto čez 8. Bi še ti karkoli povedala, preden se lotva? Razen, da si že naredila ful lep uvod in ga meni sploh ni bilo treba, ker si ti vse povzela noter. Ja, hvala. Lej, ne bi nekaj, kar bi edino povedala, no, je to, da tudi jaz, evo, danes sem mogla iti iz neke cone udobja, zaradi tega, ker bom v bistvu prvič v takem pogovoru z osebo, v nekem tako osebnem pogovoru z osebo, ki je ne poznam dobro, no. Tako da pač, evo, jaz bom iskrena, jaz bom povedala to, kar sem doživela v življenju do zdaj in to je to. Upam, da... Super bo, to sploh ni dileme. Je pa res dobro, isto podobno sem jo že z Matevžem, recimo, ne, njega tudi, samo na videz, a ne. Nikoli pa nisva pred oddajo sploh se pogovarjala. Tudi mislim, da je bil sam živijo na enem turnirju košarkarskem, ki so ga oni organizirali, v bistvu, pa je bil on organizator. Ampak nismo pa nikoli, in pa sva tudi se tako pogovarjala, vidiš, je izpalo, kot da sva best frienda že 100 let, tle ne bo nič drugače. Ja, res, sproščeno, tako da... Evo, gremo na to prvo vprašanje, iz katerega pol vse razvijamo, celo debato. In sicer, kakšna si bila ti kot najstnica? Se pravi, če tako nam malo predstaviš, kaj ti takrat delovalo, ni delovalo, mogoče bolj kot tako, a ne, ker dostikrat, ko sem malo danes razmišljal, pa sem reflektiral in dostikrat tu rečejo gostje, ja, tak povprečen najstnik sem bil, ne, ampak pa enkrat ugotoviš, se imam plan narediti, da bi do vsakega malo ta izsek ven, ker se vidi, povprečen najstnik ne obstaja, ker ima vsak svojo varianto, a ne. Tako da me zanima, ne vem, če si se ti takrat soočila, kaj ti je, tako kot sem rekel, kaj ti je delovalo, ni delovalo in mogoče kaj bi si takrat želela ali pa ti je manjkalo kot neka podpora v življenju. Ja, v bistvu bom začela z osnovno šolo, ne,
ker v bistvu že takrat nekako vstopamo v to obdobje najstništva. Evo, če na kratko povem, jaz kot osnovnošolka nisem imela nekih problemov, vse je potekalo gladko, bila sem pač, če se temu tako reče, idealna hčerka, ne? Ampak se je pa stvar malo obrnila v moji srednji šoli, ne. To je bilo pa obdobje, ko v bistvu je bilo zame zelo, zelo zanimivo, iz vidika večjih plati. V bistvu to obdobje je bilo eno izmed najbolj razburkanih obdobij v mojem življenju, ne. Nekako sem padla v ta vrtinec čustev, ki so sicer značilni za obdobje najstništva, in jih doživljala precej intenzivno. V bistvu, če začnem pri pozitivnih, kot so, ne vem, prva zaljubljenost, prve tiste simpatije, ko srečaš, ko vidiš svojo simpatijo na hodniku in doživiš tiste metuljčke, pač to so neki nepoznani občutki do takrat, ne, vsaj zame so bili. Potem recimo do prvih žurov, do prvih neprespanih noči, ko se še zdaj spomnim tistih prvih žurk, ko smo šle, ko smo se s sosedo zabavale in pač to so spomini, ki ti ostanejo za vedno, ne. Ampak doživela sem pa tudi precej negativnih stvari oziroma negativnih, saj nobena stvar ni v življenju negativna, ko pogledaš na njo iz drugega zornega kota, ne. Pač tisti trenutek se mi je mogoče zdelo, da se mi vse domine podirajo, da kako se lahko to meni sploh dogaja. Ampak ko zdaj gledam za nazaj, v bistvu sem se ravno iz tistih situacij največ naučila in so mi največ dale, ne. Zdaj pač temu se bom malo bolj posvetila, bom malo več povedala. In sicer pač, jaz sem bila že kot otrok, sem bila jaz precej svojeglava. Pač sploh, ko poslušam te zgodbice mojih staršev, ko razlagajo o meni, pa razlagajo o mojemu bratu Markotu, ne. In ta lastnost je pa v bistvu v srednji šoli prišla še 10-krat bolj do izraza, ne. Jaz sem v bistvu takrat preizkušala neke meje staršev, do kje lahko grem, kje bodo zdaj oni potegnili črto, zdaj je pa fertik, zdaj je konec, ne, od tle naprej ne gre več, ne. Konstantno sem tudi kršila neka pravila, ko so bila, ne vem, recimo ura prihoda domov iz žura, ne, pač jaz tudi, če sem videla, da na telefonu, da me je oči klical 10-krat, kar pomeni, da ga skrbi, ne, sem jaz še zmeraj pač plesala naprej, ne. In v bistvu vse te situacije sem pa gledala z nekimi čisto drugimi očmi kot do takrat, ne. Se pravi, jaz sem si v tistem obdobju postavljala neka svoja stališča, hkrati sem se pa spraševala, če je to, kar delam, pravilno, ne. Se pravi, če dam konkreten primer, ne, ko sem začela kaditi, evo, to je ena odvisnost, ki sem jo pridobila ravno takrat in sem se utresla, evo, da se pohvalim, še pred 30 letom. Škaj, tukaj bi... Ja, kar. Ker verjetno boš to izkušnjo podelila, ne? Ja. Pa bi mogoče sam, če podeliš iz enega zornega kota, kako ti je bilo, ker ful je zanimivo gledati cigaret, večina ljudi ima negativno prvo izkušnjo, ne, več kot 90%, ki so delali eno študijo, ampak pa še kar kadiš in je ful zanimiv ta možganski vzorc, ne, kako ponovadi, ker mi doživimo nekaj negativnega, nočemo več to delati, ne, in zakaj, mogoče pri tebi, kaj je bilo, da si, če je bilo sploh do tega, da pol si nadaljevala? Jaz, Jernej, da ti povem iskreno, kakor se bo to slišalo brutalno, jaz dokler sem kadila, nisem imela slabe vesti, da kadim. Ampak jaz sem bila vedno mnenja in jaz sem vedno rekla, pač prvi moment,
ko bom jaz držala cigareto v roki in bom jaz sama sebe zaradi tega obsojala, takrat je zame to rdeči alarm, da moram jaz nehati. In tako je bilo. Ko sem jaz držala cigaret in sem jaz sama pri sebi ugotavljala, kera je to neumnost, sploh ne dobro, slabo, ampak dejansko neumno, da jaz kadim in razlagam, ker sem lahko na kavici isto se pogovarjam brez tega cigareta, takrat je meni naredilo klik, evo, to je to. In pač sem to navado opustila. Ne. Ja, bi se samo vprašal, kako je bilo pa na začetku, če se spomniš, ko si prvič probala? Ja, prvič sem probala z družbo, takratno družbo, sicer, evo, to je odvisnost, ne, ko sem jo prevzela, ni me nobeno to silo, sem šla čisto sama, ampak nisem pa nikoli eksperimentirala z ostalimi odvisnostmi, ne, se pravi od droge, to me pa nikoli ni potegnilo. Da povem iskreno, zakaj, zato ker v bistvu, jaz se spomnim v osnovni šoli, sem prebrala knjigo Mi otroci s postaje Zoo. In ta knjiga je mene toliko prestrašila. Ta junakinja, ne, v bistvu knjige, ne, pač glavni lik, ki se sooča, 13-letnica, ne, ki se sooča z odvisnostjo od heroina in da ga lahko kupi, se ukvarja s prostitucijo. Ne. Mene je to toliko prestrašilo in jaz sem takrat dobila tako blokado, da nikoli nisem imela niti želje posegati po nekih drogah. Ne. Naprimer, to je bilo takrat, zakaj nisem, čeprav sem imela možnosti in sem bila pač v situacijah, ko bi lahko, ampak enostavno nisem. Ampak zdaj, pač pri svojih 30-ih, evo, pa ne bi niti želela, pa ne iz vidika straha več, to, kar me je takrat vodilo, ampak iz vidika, ker zdaj pa ne bi želela vase vnašati nekaj, kar mi na dolgi rok jemlje življenjsko energijo. Ne. Zdaj posegam po stvareh, ki mi na dolgi rok dajo življenjsko energijo. Ne. Se pravi, posegam po zdravi hrani, po potrebnih prehranskih dopolnilih, po dobri knjigi, po sprehodu v naravi z mojo kužiko, pa z mojim partnerjem Erminom. Evo, ne vem, po stvareh, ki te enostavno polnejo, ne, in mi ni do tega, no, pač to mi je neka neumnost, ki enostavno je ne vidim kot karkoli, da bi imelo karkoli nekaj dobrega v življenju, da bi dalo nek doprinos. Ne. Ja, in hvala ti, da si tu podelila tako iskreno z nami, pač da, ker še bi rekel, ja, ona zdaj misli, da pa jaz, ki to delam, sem neumen, pa ni rekla tega, ne, kaj veš, kaj doskrat gremo ljudje tako, ne. Rečeš, si naredil neko neumnost in pol mi, ja, zdaj misliš, da sem jaz neumen. Ne, jaz ne mislim, da si ti neumen, pač. Sam ljudje naredimo kdaj kakšno neumnost v življenju in s tem ni nič narobe, ne. Ja, tako, si ti definitivno, rekla, definitivno. In je res pač dobro, ne. Pa bi se vrnil nazaj na tisto, ker si čisto rekla, zaradi družbe si začela kaditi, ker so vsi in si hotela biti. A veš, mene zanima malo ta vzor delovanja zadnji, kakšen je bil pri tebi, ne. Se pravi, ti si videla svojo družbo kadijo in si rekla, ok, pač to je tle cool in jaz bi tudi, ali so ti začeli cigareti dišati, pa so ti bili ful dobri? Ne, to ti ne diši, ne. To je nek vonj, ko v osnovi pač ti ga pol prisvojiš, da ti na nek način diši, da ti je to neki, ne, ko sem jaz zavohala Marlboro Gold, to je bil zame svet, ne, ampak pač, ja, takrat ti to ne diši, takrat ti to smrdi, ne, ampak v tistem momentu, ne vem, dejansko probaš, enostavno niti ne razmišljaš, dobro, kaj si sam želiš, ampak evo, nisem imela strahu pred cigareti in začela kaditi. To je to. Sej, mislim, dobro, mislim, res se ti hvaležen za to, da si na nek način, da zdaj še nismo te teme načeli, pa je ena taka tema, ki je dosti pogosta in ki večina ne razmišlja, pač, a ne, takrat se ti zdi, če ne drugega, tam je moja družba, vsi to delajo, se pravi, če hočem biti nekje ekvivalenten njim, enak njim, rabim tudi jaz to, a ne, in pa zakaj ne bi in tako naprej, a ne, in pa se tu spremeni v to odvisnost, kot si rekla, a ne, ker načeloma točno tu je ta fora, a ne,
smrditi. Recimo moja izkušnja je bila ta, da jaz sem kadil tam okrog 18, 19, ampak samo kadar sem bil pijen, trezen nikoli. In pa še tu se je zgodilo 10-krat vse skupaj, da sem cigarete kadil. In jaz se spomnim enkrat občutka, sem bil pijen in sem pač vdihnem noter in mene zapeče po grlu. In moja prva misel, ki je šla čez glavo, je bila, pa da bi jaz tu kadil trezen, ni šans, stari, mene peče in boli, ker sem pijen, pa imaš takrat večjo toleranco do bolečin in vsega, ne, pač vemo, da alkohol, da te pač sprosti v tem smislu, ne. In pa pač mi ni nikoli pač sploh me ni prijelo. Te je odvrnilo v bistvu, ne. Ja. Itak sem pa kadil parna lokomotiva, pa sploh nisem znal inhalirati, pač, meni so se vsi smejali, jaz sem pa bil, itak sem bil pijan in mi je bilo vseeno, veš, da mi je ful zanimivo, kako pač pridemo različno do tega, vedete, pol kasneje sem pa probal pač travo, ampak sem je bilo mene tudi ful strah, tlej isto lahko podelim, ful strah vseh drog, do, ne vem, pri 24 sem začel ful brati člankov in tako naprej in raziskav glede trave in tako naprej in pol pri 28 sem prvič kadil in pol sem tu do 31 pač, pol sem pa isto tako prekinil, en dan sem rekel, to je moj zadnji joint in je bil zadnji in to. Ampak čisto lahko se poistovetim s tem strahom in pol kako pride pač do tega, da kar greš in pol kar greš in pol se ti zdi kar okej in nič ni tako, a ne. Pa ti ljudje rečejo okrog, sigurno si mogoče tudi ti imela to izkušnjo, da ti kdo rekel, pa dej nehi, tu ni zdravo, ni dobro zate, ta nasvet, a ne? Ja, valjda, pač, lej, na primer, že samo ta izkušnja starši, ne, da v bistvu, ko sem jaz začela kaditi, ne, je mami valjda našla cigarete vse posod, kjer jih je lahko, ne, našla, itak mame. In jaz sem se takrat spraševala, ne, zdaj kaj naj naredim, ali naj jaz njej iskreno povem, da sem začela kaditi, ali naj se jaz njej lažem, da cigareti niso moji, itd., ne. In ko sem pač jaz potem prišla do tega spoznanja, da je pa mogoče res boljše, da jaz njej tu povem iskreno, ne, dam karte na mizo, se je začelo, ne, da je to pač škodljivo, da ne, da to, ampak jaz sem nasploh oseba, ki moram priti do spoznanj sama. Jaz sem pač takšna še vedno. Lahko mi razlagajo to, tretje, ne vem, vse, ampak če jaz sama tega ne začutim in da se odločam sama pri sebi, da je to tako, jaz ne bom poslušala, ne. In ne vem, no. Ja, pa saj, če smo tako, če iskreno pogledava, ne, dejansko smo vsi ljudje tako. Pač mi na svetu dobimo v življenju malo morje, tudi ti si jih sigurno dajala komu in pač jih ne, pa ne, da jih ne bi hotel upoštevati, ne, ampak enostavno je na svet in kadar ti ljudje dajo na svete, se počutiš glih toliko velik in ponavadi gremo v to, jaz sem zdaj neumen in tako, ti mene ne razumeš, pa smo tam v tem svetu, me ne sprejmeš, me ne razumeš, a ne. In pol je že na nek način tu delaš za to, da pač pokažeš svoj prav in svoj jaz in nekaj, čeprav dejansko in ravno iz tega, kar si rekla, ni bila moja izkušnja in ker ni moja izkušnja, pač ne bom poslušala, ne, dokler je meni kul in da bi lahko v tem trenutku ti lahko pride 7 milijard ljudi na vrata govoriti, kaj je škodljivo, ti tu veš, da je škodljivo, saj ni to nič novega, ne. Tako, točno to. Ampak je samo, ok, bova še prišla do unga momenta, kaj je bilo tisto spoznanje, ker sigurno je nekje bilo in je, kakor te poznam, povezano s tvojo strastjo tudi, a ne. Ampak če greva nazaj, ok, in to je bilo tam v srednji šoli, še kakšna taka izkušnja, ki bi podelila? Ja, v bistvu bi podelila še eno izkušnjo z razlogom, ker se mi zdi, pač jaz sem vedela, da bo to prvo vprašanje, ne, in sem se nanj tudi pripravila, ne. Zdaj jaz sem se vprašala, do kje zdaj jaz hočem iti, koliko hočem deliti zdaj z ljudmi, ali grem na neke pač te osnovne, ali povem malo več, ne, in sem se pole odločila, da bom to izkušnjo delila, z razlogom, ker sem mnenja, da se o tej temi veliko premalo govori, ne, in pač jaz sem oseba, ki začnem spremembe vedno delati
pri sebi, preden jih pričakujem pri drugih, ne. Se pravi, če bi vsi tako razmišljali, ne bi se marsikje stvari hitreje odvijale na boljše, pa se žal ne, in sicer to je duševno zdravje, ne. Jaz sem pač v srednji šoli pač obiskovala tudi terapevtko. Zdaj, kako je do tega prišlo? V bistvu jaz sem imela ful nihanje razpoloženja, ne. Tako že v osnovi, ne vem, hormonske spremembe in sem bila v nekem trenutku, sem bila res, en dan sem bila super, fino, vse kul, ne. Medtem ko me je drug dan lahko čisto obrnilo in sem cel dan preležala, prejokala v postelji. Potem se je pa to na neki točki pomešalo še s pomanjkanjem motivacije, ne, popuščanjem v šoli. Potem težave sem imela z zbranostjo, ne. Začele so se mi kazati kar neke telesne, v bistvu tegobe, ne, začela sem imeti kar probleme z želodcem, s prebavo, ampak v bistvu to ni imelo nobenega zdravstvenega izvora, ne. In v bistvu, ko se je vse to začelo mešati, sem jaz skupaj s starši ugotovila, da je pa mogoče to točka, ko poiščemo še strokovno pomoč. In kar bi jaz rada izpostavila je, da je bila ta odločitev vrhunska, ne. Zato, ker v bistvu jaz sem tisto obdobje, ko sem obiskovala terapevtko, res prišla nazaj na stabilno pot in lahko res poudarim, da najstnike ali pa, pač saj to velja za vse starosti, ne samo za najstnike, ne, da naj ljudi ne bo strah pa sram priznati, da rabijo pomoč terapevta. Duševno zdravje je enakovredno telesnemu zdravju, ne. Čeprav je konstantno v njegovi senci, ne, in da se o njemu veliko premalo govori, veliko premalo piše, ampak to je pač neka stvar, ki bi jo mogli obravnavati kot to, da rečeš, da si šel k zdravniku ali pa, ne vem, osebnemu zdravniku, ker si imel neko pač telesni problem, bi moglo biti tudi to, ne. Tako da, evo, jaz lahko rečem, da je bila to ena super izkušnja in da bi jo ponovila znova in znova, če bi začutila, da sem se znašla v neki situaciji v življenju, ki je ne znam oziroma je v tistem momentu nisem niti zmožna rešiti sama, ne. Tako da, evo, to bi delila. Super, res hvala ti, no. Vmes je bil še chat malo aktiven. Klemen je napisal, da se te tvoje knjige Otroci s postaje ZU še vedno boji. In by the way, Klemen, hvala za follow, dobrodošel v družini Mr. JP. V angleščini imamo večino streame, čez teden in pol je Mr. JP Family na Discordu in tako naprej, si dobrodošel, da se pridružiš. Urša je še napisala, mene je enako, da je ta knjiga prestrašila, da se še vedno v živo spomne določenih delov in Maša veliko priznanje za to iskrenost in podelitev. Bravo. Ja, ker je, tako kot si rekla, tu je tabu tema, ne? Da si rekel, se šel psihoterapeutu, je mogoče danes je tega malo več med mladimi, saj tako, ki se jaz pogovarjam, ampak je še vedno tabu tema, ker je tu neka stigma, hitro dobiš stigmo in hitro je tu lahko povod za to, da v šoli si zafrkavan, ne? Ali pa še kaj hujšega. In danes, ko smo že parkrat tako videli z različnimi gosti, je ne samo, da si v šoli zafrkavana, ne, ampak danes smo socialno mreže in je tu 24/7, ne. Socialna omrežja so nova ulica, ne. V bistvu tam se dogajajo stvari, ki bi se lahko in ki se ne bi smele, ne. Tako da ja, pač je to res, Mene samo tako zanima, ne, kaj je bilo. Mislim, kako se spomniš mogoče, pač jaz sem Febčan, ti povej, se pravi, tako, ki sem ti rekel, ne, kar odgovoriš ti, če čuješ, če nočeš, rečeš, ne želim odgovoriti in greva naprej. Ampak me zanima, kaj je bil mogoče ta vzrok, ali ki si ga pol odkrila s psihoterapevtko, ali ne, ker dostikrat je, a ne, ravno tu, o čemer se ne govori, kakšen reče, jaz sem šel psihoterapevtu, tako ki si ti, ker sem se slabo počutil, nihanje, ne.
pa mogoče, kar bi ljudem naredi, pa res spremembo, ker poveš, kaj si odkril tam, ne? Kaj je tisto, kar je bil pri tebi vzrok in kaj si pa s to psihoterapevtko mogoče uvidela in si pa začela drugače delati, kar si prej, ker sigurno si začela nekaj drugače početi, kot si prej. Ne? Ja, dobro vprašanje, Jernej. Sicer to je tako, ne, v bistvu, kaj je bilo pri meni, jaz sem bolj izrazito doživljala vse stvari čustveno, ne. In mene so enostavno dogodki, ki bi zdaj recimo gledala na njih čist drugače, oziroma bi se na njih odzivala čist drugače, tukaj pretresli in v bistvu so mi dali toliko nekih emocij, ki se pa v tistem momentu nisem znala z njimi soočiti. Ne. Naprimer, če dam primer, evo, zaljubljenost. Ne. Ti kot najstnik, ti nimaš nobenih izkušenj. Nimaš nobenih, bom rekla, za sabo nekih zgodb, s katerimi bi se lahko poistovetil, ne. V bistvu takrat je zate vse novo, ne. In velikokrat, ker se ne znaš s temi občutki soočati, ne, prihaja do nekih zavrnitev, ne. In te zavrnitve najstniki, ne, tudi jaz med njimi, doživljajo zelo emocionalno, ne. In v bistvu doživljaš to kot neko tragedijo, neke občutke imaš, ki so podobne, kot ko žalujemo ljudje, ne. Saj je v bistvu, reči, ko pogledaš. Ne. Ja. In v bistvu, ko pride ena taka stvar, pa druga, pa tretja, pa zraven v bistvu starše ne vidiš kot zaveznike, ne, ker zdaj, če gledam za nazaj, pač se mi zdi smešno, ne, ampak v tistem momentu jih ne vidiš kot zaveznike, ampak jih vidiš kot nekoga, ki ti stalno pametuje, soli pamet, kaj pa oni vejo, ne. V bistvu se s tem soočaš sam, ne. In potem recimo, jaz se spomnim, da takrat sem imela ful veliko potrebo po neki samoti, ne. Potem, da se v bistvu izoliram od vseh in sem sama s temi občutki in s temi mislimi, ne. In ko to postane pretežko vse skupaj, ne, se eskalira, ja. Tako, ja. Ne. In v bistvu ta terapevt pomaga preko pogovora priti do spoznanj, da nič ni tako tragično, kakor se ti v tistem momentu zdi, ne. Ja. In to je v bistvu tisto, kar te potem vrne na neko pot, da ti spet lahko gledaš bolj racionalno na stvari, ne pa tako emocionalno, ne. Vsaj pri meni je bilo tako, no. Ja, in res dobra poanta, ker pač točno to je to, ne, in to je mogoče to, kar manjka, ne, tekom odraščanja. Manjka nam ljudem ta aspekt, ki bi se ljudje pogovarjali s tabo o resničnem življenju, če tako karikiramo, ne. Pač tam je zaljubljenost, tam so fanti, pač poleg zaljubljenosti imaš še pride do svet, ki začneš z denarjem upravljati, ti greš ven, ne. In kako imeti zdrav odnos do tega, ne. Mislim, zdrav odnos, ki ti deluje, da ne vse, da razmetavaš, zato da si drugim priljubljen, ali pa nič ne daš, zato ker se bojiš, pač tako naprej, ne. Ja. In se, ali pa kako, ne vem, med prijatelji rata takrat, ne vem, dvem prijateljcem isti fant všeč, ne, in smo tam, kjer ni muha, ne. In pa kako se s tem soočati, in pol obrekovanja in tako naprej, in zafrkancije, in pa so tam še učitelji za svojim življenjem, ki pridejo učiti, in tako naprej. In je vse skupaj en tak mešalni boben, ki točno to se pol dogaja, da pri kakšnem posamezniku, ali pa danes je več tega celo mogoče, kakor je bilo, ali pa se v naših časih ni to zgovorilo, a ne, eskalira, a ne, dejansko eskalira, a ne. In pa so tle različna vedenja, od samomorov do depresije, do vsega tega, ne. Anksioznosti, ne. Anksioznost, ja. In pač o tem se je treba pogovarjati in dejansko to sprejeti, da v bistvu to ni nič takega in da to niso neke tabu teme, ne.
Ja, in res dober. In ravno tu je bil v bistvu namen, zakaj jaz delam te pogovorne oddaje, ker jaz vodim takšne delavnice za srednješolce, točno za srednješolce, reče se delavnicam, če ne veš, vprašaj, ne. In je anonimno zapeljana in oni tam napišejo na liste, karkoli jih takrat moti, ali pa tare, ali pa imajo izziv, ali pa se nimajo s kom pogovarjati, ne. In odgovori nazaj so ravno takšni, da so se končno pogovarjali o temah, o katerih se nimajo ali pa se nočejo s kom, ne, ker ni anonimno. Pa gre preč v tisto, tebi se tu, in ljudje smo takoj en ti poveli, tu se mi je zgodilo in se počutim slabo in mi bi takoj radi pomagali, ne. In mogoče ne rabi vsak takoj pomoči, ampak je rabil samo to dati ven in zdaj je okej, slišal je, dal je ven iz sebe in kul je, ne. In ravno tu je, mogoče kar si pa rekla psihoterapevt, je da to okolje, ne, da ti daš ven in nisi obsojen, ona ti najverjetneje ni nikoli pametovala ali pa nazaj šla z unim, ali kaj pa ti veš ta mala, kaj pa ti veš, kaj je resnično življenje, tle se jokaš, zato ker te je en fant pustil, tam pa ljudje stradajo, samo v tistem trenutku, tako kot si ti rekla, je tebi to cel svet in tragedija, ne. Točno to. Tako da potem pač se pravim, če življenje se naučiš, ne, da enostavno življenje ni potica, ne, in da moraš biti stabilen, ne smeš pustiti, da te stvari dotolčejo, enostavno, tudi če pride do nekih padcev, kar je dobrodošlo, ne, da iz padcev potegneš najboljši in greš naprej, ne, in da v bistvu nič ne jemlješ kot res neko tragedijo, konec sveta, ampak v tistem trenutku ti tega ne veš. Jaz sem zdaj stara 30 let, pa lahko to govorim, ampak v tistem momentu sem jaz na življenje gledala čisto drugačne. In kar je normalno, kar je čisto normalno, da sem jaz pri teh letih veliko bolj suverena in veliko bolj odločna in veliko bolj močna in stabilna oseba, kot sem bila takrat, ne. Ja, konec koncev se takrat tudi osebnost gradi, ne. Če Tako je. pogledamo, ne. Zdaj pa le kje si, pa verjetno tudi na situacije odreagiraš, da si se pripravljena naučiti nekaj novega, ne, ker mi kot najstniki smo hodili po svetu, jaz vse vem, ne. A veš, to je druga plat najstništva, po eni strani si res ranljiv, ker ne veš in nočeš izpadati nekdo, ki ne ve, ampak ne, ker ti ljudje govorijo, mnenja so pomembna, tako je bilo recimo pri meni, moraš imeti svoje mnenje za vsako stvar, ne. Danes, če me nekdo vpraša za mnenje, jaz rečem, briga me, razumeš, mene res briga za mnenje. Povej mi ti izkušnjo svojo, ne, se pravi, tako kot si ti zdaj povedala, ne, če bi midva se pogovarjala, kakšno je tvoje mnenje o psihoterapevtih in ne jaz, ne ti nimava izkušnje, a ne, bi bilo tu flafel po domače, ne, ena kolegica moja dobro to reče, bi bilo nabijanje v prazno, ne, ker nima noben izkušnje, kaj da bi se pogovarjala, kako je hoditi po luni, pa če ne veva, kaj če se pogovarjati od tega, ne. Jaz tudi sam nimam izkušnje psihoterapevti, tako da ne morem govoriti, ne, ampak si tle ti, ki si povedala in se mi zdi, da je to res dobro. In hvala ti, da si izpostavila to temo. In da si v bistvu bila pripravljena o tem tako povedati javno, in tako, ki si rekla, prav je, da se o tem govori, ker je tam in mogoče samo tu, a so sošolci vedeli, da se vse to dogaja ali ne, samo iz tega vidika, ker če me zanima, če je bil kakšno pol ali kakšno zafrkancija, bullying na ta način. Ne, jaz nikoli nisem bila tega deležna. Iskreno pač jaz nasploh izhajam iz družine, ki sta oba starša dosti liberalna, odprta, ne, in načeloma, ki sta me tudi spodbujala pri temu, ne. In vedeli so, te bližnji prijatelji definitivno so vedeli, ampak ne, nikoli nisem bila deležna nobenega zasmehovanja, niti česarkoli podobnega, no. Ja, ker meni se da tle pomembno izpostaviti, da nekdo, ki se tu odloči sploh kadarkoli v življenju, ne, je tu pač res velik korak, ker takrat poveš, pa jaz bi mogoče zamenjal, ne, ful rad se igram s temi pomeni besed, ne, in bolj kakor da ljudje rabimo pomoč, v tistem trenutku rabiš ti podporo, ne rabiš pomoči, ne, ker če greva tako iskreno pogledati, pomoč je Rdeči križ, UNICEF in tako naprej, ne. Jaz bi bolj rekel, da psihoterapevti ali pa bilo kakšni life coachi so v podporo, ne.
Ja, da te tako je, podprejo v da te življenju, ker podprejo. konec koncev vsi vemo ta izraz, več glav, več ve, ne. Tako da, če ne drugega je že tu, Evo. ne. Tako da res dober. In pol konec srednje šole vedno pride tista odločitev, kam pa zdaj naprej. Ja, evo, Jernej, jaz sem spet imela eno zanimivo izkušnjo. Seveda je bila prva odločitev napačna, kaj je vpisala sem ekonomijo in hitro spoznala, da pač to ni faks, ki bi ga jaz želela delati. Od kje pa ta odločitev za ekonomijo? Iskreno, da ti povem, sem razmišljala, kaj točno je bilo, da sem jaz takrat vpisala ekonomijo, ker mene je celo srednjo šolo zanimalo dejansko delo z ljudmi, sociologija, socialno delo. Vedno sem se videla v teh vodah, potem pa kar, ne vem, karkoli bi rekla, bi govorila zdaj na pamet, ker nisem si mogla v spomin priklicati. Ker v bistvu jaz delujem ful tako, da v bistvu neke situacije, tudi ko si, ne vem, si ne zapomnim, no. In se rabim kar potruditi, da si jih prikličem nazaj, če niso bile res neke. Ja, saj razumem, sploh ni problema, ja. Tako da v bistvu to ne bom govorila, ampak kar se tiče pa tistega leta, pa moram reči, da sem ga izkoristila in da je bilo to leto, ko sem res naredila stvari zase. To je bil prvi letnik faksa? Ja, jaz sem takrat preklicala, jaz sem rekla ekonomija, evo, zanimivo, zdaj sam v ekonomiji tudi se ukvarjam s temi, ne, stvarmi, ampak enostavno ta teorija ekonomije, faks, ni bil takrat zame sploh ne. In sem nehala, pustila in v bistvu šla v šolo za vizažista. Kar sem si pa jaz tudi želela in govorila že v srednji šoli, da ko bo priložnost, bom jaz šla v to šolo, jo plačala in naredila, ne. Tako da v bistvu sem potem to leto izkoristila, da sem pa dobila ta poklic. Me samo zanima, sorry, ker te prekinjam, ampak naredim. Veš, kaj me zanima, zakaj vizažist? Ker delo z ljudmi je lahko karkoli, a ne? Ja, veš, kako je, jaz sem v bistvu človek, oseba, ki me zanima veliko stvari, ni samo ena, ne. In vse, kar je v bistvu povezano z nekim estetskim doživljanjem, tem čutom za estetiko, to je bil vedno del mene. In v bistvu že, če pogledam nazaj v otroštvo, pri nas doma se je vedno spodbujal ta čut, ne. Se pravi, spodbujal se je v bistvu, krepil se je občutek za nekaj lepega, ne. V bistvu, kar se tiče literature, kar se tiče umetnosti, glasbe. To niso bile nikoli teme, ki so bile v bistvu odrinjene, ne. In meni je bilo blizu vse, kar je povezano z barvo, obliko, blizu mi je bila vedno moda, frizure, dišave. To je del mene in jaz sem v bistvu v ličenju spoznala, da jaz lahko v bistvu izrazim ta moj del, ne. In da jaz lahko izživim to strast oziroma to veselje, kar imam jaz do tega dela umetnosti, ne. Kako si pa prišla do tega spoznanja? Veš, pač ko me zanima, je bil to en moment, ki si ti videla tam vizažistke in si rekla, jaz bi tu in pa si rekla, this is it, ali je, ne vem, pač ful me zanima, ne, ker ponavadi to spoznanje dobiš tako, ne, pač nekaj se dogaja, pa rečeš, jaz bi tu bi. Ja, točno to, v bistvu, tako kot sem ti rekla, vedno me je to zanimalo in potem sem enostavno prišla do tega, da v bistvu za to obstaja šola, ne, in da jaz lahko to naredim, ne. Ampak spet zanimivost, ne,
Tudi tukaj sem se mogla soočati z določenimi preprekami, ne. V bistvu, kakor sem prej omenila, da so starši moji in od mojega brata dosti liberalni, odprti, so pa po drugi strani, ne, ko pride do naju in do najine življenjske poti, pa do neke mere konzervativni, ne. Oni si želijo, da greva medva po nekih potkah, ki so že uhojene, ne, če se tako izrazim, kar je v bistvu logično, ne. Kjer starš si pa želi v bistvu za otroka, da mora iti, pa da se mora mučiti, pa dokazovati, pa to. Ampak kaj je zanimivo, ne, da sem si jaz vedno zbirala take poti, ne. In na nek način, ko sem jaz doma povedala, da bi jaz rada naredila to šolo, ne, je bil za njih šok, ne. V bistvu jaz se še dan danes spomnim očeta, ki je rekel, joj, Maša, kakšno ličenje, ne, pa ko sem jaz rekla, ja, jaz bi rada zdaj vse tiste prihranke, ki jih imam, unovčila za to, da plačam to šolo, ne. In potem mene oči gleda in reče, kaj, ne, kaj boš ti s tem, ne. To je 11 let nazaj, ne, to se pogovarjam, sem stara takrat 19 let, ne. Je rekel on meni, kaj boš s tem, Maša, pa to boš zaslužila za čigumije, še to ne boš zaslužila, daj pust, ne, pust. Sploh se ne poglabljaj to, ne. Ampak jaz sem čutila, da jaz na to pot moram iti in sem šla, ne. In jaz sem takrat zraven. Kako so pa oni sam tako? Kako so oni to sprejeli? Ker dostikrat je tako, ne, ker jaz dobim tudi veliko vprašanj, ne, ker je rad bi delal muziko, pa me starši pri tem ne podpirajo. Zdaj, če pogledava pri tebi je, rada bi bila vizažistka, pa te starši pri tem ne podpirajo. Pa si rekla, jaz sem tu začutila in jaz za tem grem. Ja. Kako je bilo to za njih pol? Ker si ti vseeno naredila kontra dejansko temu, kar so si oni želeli, ne? Ja, jaz to še vedno delam, Jernej. Ja, okej. Še vedno aktivno, ker še vedno tiste poti, ki jih izberam, niso vedno najbolj, ampak, ko jaz na to pot grem, so oni res, nimam kaj reči, starše, kot jih imam jaz kapo dol, vedno vidijo, ne, da sem resna in da potem vidijo, ne, sprijaznijo se in na koncu, evo, mi je še oči kupil prvi kufer, ne. Tako da, ker je videl, ne, da sem šla 100% v to, da si to res želim in da sem pripravljena vse narediti v tej smeri, na koncu me je podprl, ne. Mogoče je ravno tu ta odgovor, ne, ki ga dostikrat se ljudje sprašujemo, kako naj staršem povem, ne, povej jim in pol pokaž, a ne. Ker če ti sam govoriš, pa ti verjetno, ne, dostikrat starši reagirajo tudi na podlagi izkušenj, ne. Če si bil kdaj mlajši, bila kdaj mlajša, si rekla, jaz to bi, so ti oni to omogočili in pol si se s tistim igral 5 minut in si vrgel v kot in nikoli več pogledal in pol ko pride do teh življenjskih odločitev, ne, pride ta nazaj, lega, ko je bil mičken, je tako, ne, zdaj spet, a ne, in se pol ta vzorc ponavlja, ne, in pol že mogoče iz tega, ne, ker se že mogoče sam ne želi čez to še enkrat iti, ne, pol pa še tebe gledati pri tem, kako in mogoče je to res odgovor, ne, okej, če si to želiš, res pokaž, da si to želiš, maksimalni effort, a ne, se pravi. Točno to. Pa veš, kako je, Jernej, oprosti, ker prekinjam, ampak dostikrat ljudje izhajamo tudi pa ne, da so to moji starši, tvoji starši, kdorkoli. Ljudje govorimo iz nekih lastnih strahov, ne. Se pravi, ne vem, če se na neko pot bojiš iti ti, to še ne pomeni, da se bojim iti jaz in obratno, ne. Tako da v bistvu to je to, no, kar sem hotela povedati. Ja, in če povemo, kaj je pa zadaj, ne, kar pa dostikrat ljudje spregledamo, sem imel v zadnjem času več takih pogovorov z različnimi ljudmi, ne samo tle, to je tako izven streama. Kar je zadaj, je pa to, da je dejansko ljubezen prisotna, non-stop je ljubezen, starši te imajo radi in oni si želijo, da bi ti šel čez čim manj neprijetnih izkušenj, ali pa čez te, ki so šli oni, in potem pri tem se pa zgodi to, da te pa spregledajo tebe kot človeka in da si ti sam svoj človek in se želiš razvijati sam in iti po svoji poti in da je to.
Ja, in veš, recimo, mene je oči vedno učil in to so besede, ki si jih velikokrat odvrtim, da moram v življenju razmišljati svojo glavo. Jaz se spomnim, dostikrat sem začela razlagati njemu, pa sem govorila, in potem je rekla in in je prišel in je povedal in me je on prekinil in rekel: "Maša, kaj ti misliš? Tisto je pomembno. Ne, kaj misli on, ona, tisto, kar ti misliš, je pomembno. Razmišljaj s svojo glavo." Tako da v bistvu, je ljubezen in vedno pač imam to tudi sama v mislih, zato sem tudi prej poudarila, da je logično, da si starši želijo, da bi šel po nekih ohojnih poteh, ker v bistvu ti ne želijo, da bi te karkoli slabega doletelo. Ja. In na koncu ni važno, po kateri poti greš. Življenje ti bo dalo izkušnje in pace, ni važno. Evo, mimogrede, Paco Martina, hvala za subscription, 4 mesece, by the way, tu je moja mami in se mi zdi ful dobro, ker si rekla, starši te podpirajo, evo, moja mami tudi mene podpira, tako da v bistvu Paco Martina je pa v bistvu fora ta, da Paco je v bistvu, ko se temu reče, nickname od mojega očeta, ko je bil mlajši, pa ona Martina in pol je dejansko sta združila ta zgleda, ker verjamem, da skupaj gledata, tako da čau. No, evo, divjo, čau. Ja, in to je to, In pol, ki si stopila na to pot vizažistke, Ja, sem bila v pravem času, na pravem mestu, Jernej, na kratko, da povem, da evo, v življenju pravi sreča. Sreča je v bistvu, ko ti delaš na nečem, se ti potem pokažejo neke priložnosti, In te priložnosti pa ljudje poimenujejo, je imela pa srečo, Ne, če ne bi jaz predtem naredila nekih odločitev pa nekih korakov, tudi ne bi prišla v to situacijo, Točno. Tako da, evo, začela sem delati. In kaj se je pol zgodilo? Mislim, kako... A veš, ful je, to bi res rad poudaril, ker na meni tle je tako, ki sem ti že povedal, da kako najdemo svojo strast in pol kaj je potrebno. In vsi gostje do zdaj so točno tu povedali, ker si enkrat šel za tem, kar hočeš, saj so bili izzivi, mogoče okolica ni bila naklonjena temu od začetka, tako ki si ti rekla, pač starši ali pa mogoče kakšni prijatelji, kdorkoli, vsak se s svojimi sooča, Ampak, kad ti greš za tem, kar hočeš prej, ko slej se pojavijo priložnosti in pol zavisi od tebe, ali to priložnost zgrabiš ali ne. Me zanima mogoče, v tistem trenutku, ko je ta priložnost prišla, si ti imela kaj... Sem jo zgrabila. Si imela kaj dvomov v osnovi, ali si sama rekla, this is it, jaz grem? Ne. Jaz sem priložnost zgrabila in šla v to. Evo, potem sem vpisala na fakulteti za družbene vede še sociologijo. Na tem mestu, evo, vse pohvale sami fakulteti, meni je dala ogromno, čeprav kroži veliko vicev in tretjega PDV, ampak ne, PDV je en krasen faks, ki ti pa zraven dopušča tudi čas, ki ga izkoristiš, kot sam želiš. Zdaj nekdo ga bo izkoristil, da bo ta čas zabušaval, pa lenaru, drug bo feštov, tretji bo pa ta čas delal, spoznaval nove ljudi, se mrežil, v bistvu pridobival ta socialni kapital, če se izrazim sociološko. Ampak dober izraz, pač redko kdaj na to pomislimo, da več ljudi, ki poznaš, da ti je to v bistvu socialni kapital. Mi smo ta pozna ful ljudi, blagor njemu, ampak tudi on ni do tega prišel tako, da je doma sedel na kavču pa si želel poznati ful ljudi. Pač mogo iti ven in sigurno mi kdo daj rekel, da je 5 stranke, pač me ne zanima, kdo si in kaj imaš za povedati, Več je bilo pa najbrž teh, ki so rekli, ok, cool, pa pač pol naprej. Mreženje je ena zelo pomembna stvar.
sploh v tem obdobju, bom rekla, študija, ker takrat res lahko res poznaš veliko ljudi, ne. Ker potem se tudi počasi že iz različnih smeri, ker potem se že v bistvu bolj opredeljujemo v življenju, ne, in dejansko ne moreš več toliko raznolikih ljudi spoznavati, ne. Res. Lahko še vedno, ampak moraš biti za to veliko bolj aktiven, ne. Ja, in kako je šla pol ta tvoja smer? Se pravi, sociologija, zraven si pa delala kot vizažistka. Ja, Mogoče tako poveš, sem kje si delala. delala, čisto? Jaz sem ličila na različnih projektih, ličila sem po Ljubljani, ličila sem v mestu, V Novem mestu za vse, ki niste iz Novega mesta. v Novem mestu, tako ker sem bila tudi ves čas razpeta med Ljubljano in mestom, v bistvu, in kaj naj rečem, še vedno ličim. Ni mi to glavni dohodek, ampak to je še vedno del mene in vedno bo del mene. In kot sem že dostikrat povedala, ko se s kom pogovarjam, da v bistvu jaz sem mnenja, da bom ličila, dokler bom lahko ličila. Dokler v bistvu bom imela to željo, dokler bom imela veselje, dokler se bo meni ura ustavila. To je zame tudi nek ventil, v bistvu, tako kot sem rekla, neka cona, kjer se mi čas ustavi, kjer sem v bistvu sem jaz, stranka in v bistvu ličenje, ne. Kaj si stranka želi in pa da ti to izpolniš. Tako. In jaz mislim, da itak vsaka oseba mora v življenju svojo energijo usmerjati v različne stvari, ne samo eno, ker samo eno, slej ko prej, pač okej, na tisti boš maksimalno zrastel, ampak kaj pa druge, ne, pač postaješ neka lupina, ne, in ni več tistega žara, ni več neke, bom rekla, iskrice v očeh, in to nikoli ne. Zna avtomatizem hitro postati, ne, ljudje smo pa že tako nagnjeni, da stvari dosti hitro samoumevno jemljemo, če se ne ustaviš v momentu in rečeš, pa pismo, jaz vsak dan delam to, kar rad delam, ne, ker če vsak dan delaš to, kar rad delaš, po enem času rata res samoumevno, ne, in si pač jaz živim, kar rad počnem in ti je to tako ko nič, ne, medtem, ko se verjetno ti, ki delaš z ljudmi, ne, in jaz, ki se srečujem z ljudmi, je pač se sreča vsaj z 8 od 10, ki ne dela to, kar bi radi počeli v življenju. Ne. Ja, definitivno, tega je ogromno. Jaz mislim, da pač, tako bom rekla, z eno veliko hvaležnostjo, da lahko to delam, kar me veseli, ker v bistvu si ne predstavljam občutka, ki ga moraš doživljati, če se vsak dan z muko zbudiš in greš na neko delovno mesto, ne, ker v bistvu to je 1/3 tvojega življenja ali pa še več, ne. In ne, jaz si nikakor tega ne predstavljam. Sem pa res hvaležna in iskreno hvaležna vesolju, karkoli zdaj to kdo imenuje, da pač lahko delam to, kar me veseli, ne. Ja, jaz bi rekel v prvi meri, da bodi hvaležna sebi. Ja, definitivno. Ker če ti ne bi rekla nekih stvari in za njimi stala, a ne, kar se sebe tiče, pač ne bi danes bila in se mi zdi, da dostikrat ljudje premalokrat si damo sebi vrednost, ampak damo hitro nekim okoliščinam, a ne. Nič ni narobe s tem, ne pomanjšujem tega, ne, ampak tako, vesolje, po eni imajo Bog, eni imajo ne vem, karkoli, vse je kul, ampak se mi zdi, da premalo daš da rečeš, lej, ne, jaz sem rekel, da jaz v življenju bom delal to, kar me veseli, nič drugega. In pol, si dobiš priložnosti, sigurno si tudi ti dobila neko dobro priložnost za reden šiht, ampak si jo pač odklonila, ker si vedela, da to za tebe ni. Pri meni se je to zgodilo, ampak sem jo odklonil, a ne. Ker pač sem vedel, da ne, če grem jaz tam, bom, tako, kot si rekla prej, ratal lupina, a ne, in pač.
si tega ne želim. In pa bi imel tam recimo po drugi strani mogoče pa materialno veliko več, kakor imam trenutno zdaj. Ampak je na koncu spet točno ta žar, ki si ga želiš. Ne? Ampak prej si rekla, ok, eno je ličenje, ki pa si rekla, da ni tvoj glavni dohodek. Kaj pa je tvoj glavni dohodek in kako je do tega prišlo? To je spet ena zanimiva zgodba. Vidiš, da sem polna zgodbic. Živiš življenje, težko nismo polni zgodbic, kadar živimo. V bistvu do tega je prišlo gostinstvo. Sicer pač kdor ve, zdaj mogoče kakšni so med nami, ki vejo, jaz imam smoothie bar, rdečo češnjo. V bistvu to je nadaljevanje zgodbe, ki je začel moj oče. V bistvu sem pa jaz že od samega štarta bila prisotna zraven. Jaz sem totalni samouk, tudi v bistvu vsa ta nazivanja, ne vem, nutricionistka, pač sem videla, da si vpisal dal. Ok, sicer to je oseba, ki se ukvarja s prehrano. Pač jaz se kot nič ne opredeljujem, zaradi tega, ker jaz nekih certifikatov oziroma nekega strokovnega znanja o prehrani, študija narejenega, pa se študija niti mislim, da ni na biotehniški fakulteti, mislim, da je podiplomski študij prehrana. Ampak večinoma so certifikati. Ampak ne bom rekel, kaj to je. Certifikati, ampak jaz tudi tega nimam, jaz sem samouk. Moram pa reči, da je tu področje, ki me zelo zanima in v bistvu, kot me od začetka, veš kako je, več ko o neki stvari veš, bolj te vleče, želi si še več vedeti, ne. Saj tudi recimo ti, verjetno, ne, si začel neki, ok, te potegne noter, kaj hočeš, še več, ne. In pač, če si, bom rekla, srcem pri tem, se ti ni problem izobraževati, ne? Ti ni problem prebrati nekih člankov, ti ni problem odprti neke knjige, ne? Ampak nikoli pa nobenega ne zavajam, pač jaz sem samouk, ne? In kaj si me hotel že vprašati? Se pravi, kako je, v redu, pač to se je zna zgoditi in se je že večjim, tako da nič tazga. Se pravi, vprašanje je bilo, rdeča češnja, si rekel, da si že od začetka zraven, da je pa tu tvoj oče odprl. Pa mogoče poveš samo tako, zakaj, odkje pa očetu ta ideja? No? V bistvu moj oče je pa tudi 18 let korakov zraven tudi po samostojni poti, ne, sicer v grafiki, ampak je imel pa vedno željo, ne, da poskusi še v gostinstvu. In evo, videl je priložnost, jaz pravim itak vedno, da ima on dober nos, ne, za zvohati kakšne stvari. In tukaj smo, 5 let že jaz, 3 leta on, vse skupaj 8 let. Zakaj pa za smutije? Vsake je pač to variant, odkje je glih smuti? Zdelo se mu je takrat zanimivo, bila je dobra priložnost, vse skupaj eno z drugim se je poklopilo, ampak ni bila tudi to lahka pot, veš. Jaz se spomnim tistih začetkov, ko v bistvu se je v tujini v smutih že pisalo, ne vem, govorilo na polno, ko so recimo mene ljudje spraševali, kaj sploh je smuti, ne. In ko so dejansko ljudje mislili, da je to nek navaden sokec, ne, ki ga hočeš ti prodati kar za 2,90 €, ne, pač ne vem, zdaj bleferam ceno, ne. Ampak pač kaj se zdaj oni grejo v tem smislu, ko v bistvu smuti ni bil niti približno tako tretiran, kot je danes, ne. Ko se vseeno ljudje zavedajo, da to je tekoča hrana, ne, in da v bistvu to je obrok, ne. In da pač to je to, no. Kako je bilo? Mislim, na začetku niso spoznali. Zdaj me res zanima ta poslovna pot, ki je ponovadi vedno gre, ti štartaš nov projekt, si ful entuzijastičen, tebi dogaja itak na polno, ki ga štartaš, vidiš ful enih idej, možnosti, poti, kako bojo ljudje to vzeli za svoje, kupili, pa prideš tam
pa dobiš vprašanje, kaj to je in točno tu, ki si ti rekla, kaj se pa oni grejo, a ne? In kako je šlo, zanima me res, kako se, ne vem, tudi ti mogoče s tem soočila, pa pol, kaj so še kakšni drugi izzivi, ki so bili, a ne? Razumem. Ne, to so pač težke situacije, ne? Ker ti v bistvu delaš negativno ali pa recimo s pozitivno nulo, ljudje sploh ne vejo, kaj to je. V bistvu zraven operiraš z robo, katera je z materialom, ki je pokvarljiv, ne? Se pravi, si ti odvisen od tega, da to prodajaš, ker ne moraš zaloge delati, zelenjava zgnila, ne? Tako, ja. In v bistvu so to situacije, ki moraš imeti po domače povedano jeklene živce, ne? Jaz dam kapo dol mojemu, se pravi, Atiju, da je šel čez vse to. V bistvu, da se je soočal z izzivi, katerimi sem se jaz v veliko manjši meri, ne, kasneje, ampak še vedno sem se, ne, ker tudi po 3 letih še vedno nismo bili na taki točki, da bi lahko rekla, da je to bilo, ne. Money, sam pada. Točno to. In se pravi, jaz imam tudi zelo specifično ponudbo. Recimo, če pogledam že samo tortice, ne, se pravi, moje tortice so presne, spet marsikdo, ne, pa nočem karkoli do kogarkoli, ampak niti ne ve, kaj ta izraz zdaj pomeni, ne, kje šele bo recimo potem tako tortico kupil, ko si tortice. Ne vem, potem naprimer produkti, ki jih prodajam, gledam, da so res kvalitetni, da so pač, ker so kvalitetni, imajo marsikateri tudi priznanja, zlata, srebrna, ker enostavno spet ne moreš ti prodajati take marmelade ali pa sirupa za isto ceno, kot so ljudje navajeni. Ja, kupiti v Šparu, ki je zraven, ki veva oba dva, da je rdeča češnja, tvoja lucerna, se pravi v Holandiji zdaj super nova v Novem mestu, a ne? In tam je Špar zraven, a ne? Tam je marmelada za koliko je 1 evro ali kupaj, ne vem, ker ne kupujem marmelad, pač, ki jih večinoma dobivamo od babic in pa še od Urše in tako naprej. Ampak ima marmelada eno ceno in pri tebi si rekla je druga cena, ne? In kako zdaj? In zdaj treba pač ti ljudem v bistvu približati oziroma nasploh, kar je meni cilj, dolgoročni cilj, ne. Ne, da jaz ljudem, ne, to je pač v bistvu cela filozofija, ne, moja. Ne, da jaz ljudem vsiljujem neke produkte moje, pa na vse viže se trudim, lejte, to je res najboljše. Ne, meni je cilj, da se ljudi osvešča in da ljudje sami pridejo na to stopnjo, da njim ni problem oziroma da si želijo moj produkt. To je meni cilj, ne. In da ljudje v bistvu, da se spremeni ta slovenska mentaliteta, ne, ki v bistvu nočem biti karkoli, ampak naprimer, ne bo, povem, ne, da naprimer za dober avto, ne, ni problem da denar, ampak ko pa pride do hrane, pa dajmo mi zdaj šparati na vse možne načine, ne. In meni je žalostno, ker v bistvu je tudi toliko pomembno, res kaj vase vnašaš, da bi mogla biti to zadnja stvar na spisku, na kateri bi se šparalo, ne. Govorim pa za ljudi, ki sploh imajo možnost, ne, v bistvu v teh okvirih krmart, ne, ker pač veliko je ljudi, ki nimajo te možnosti niti, ne, in so primorani pač, ne. Ampak tako je to, ne. Eno idejo so dobil, da, ki si tu zdaj rekla, ne, da želiš jim približati mogoče, da vidijo, da ljudje začnemo dojemati, da kvalitetna hrana oziroma kar daš vase, ne, kvaliteta tega, da je to investicija dejansko. Ja, definitivno, to je vse, Jernej, točno te besede, bravo. Jaz si želim, da ljudje tako razmišljajo, evo, da vsaka stvar, ki jo da vase,
lahko njegovemu zdravju škoduje, lahko pa njegovo zdravje izboljšuje. Ne. In tako kot si ti rekel, to so investicije. Ne. In kam boš investiral najprej, če ne vase? Ne. Ja, ampak dajva zdaj tako pogledati, ali? Ena se mi je zgodila, se pravi po eni strani, oziroma prvo bi še na to vprašanje odgovorila, ker je bilo iz četa, in sicer Urša je vprašala, kako si prišla na začetku zraven, te je oče povabil, če bi sodelovala, ali si sama želela biti zraven? Sama sem želela biti zraven. Jaz sem itak taka oseba, da če mene nekaj zanima, me ni treba vabiti, ne, jaz kar grem zraven in pač, ja, jaz sem bila ves čas že od štarta zraven, pomagala, se posvetovala, v bistvu delala in to je bilo to, no. Kaj pa je, zakaj pa je on na začetku tu sam vodil, pa si pa ti to prevzela? Je on rekel, ti to delaj, ker si v tem boljša, ali kaj je bilo takrat fora? Veš, to je bilo pa tako, da v bistvu jaz sem imela željo, že tekom faksa, vedno sem imela željo, no, da v bistvu grem na neko samostojno pot, ne. Da grem na neko samostojno pot, se pravi, da odprem svoje stene. Nikoli si nisem želela iti delati, ne vem, v neko pisarno ali pa v bistvu, vedno sem si želela iti na svojo, in to je bilo itak samo vprašanje, kdaj bom jaz odprla SP, in takrat sem ga odprla, da sem v bistvu začela, pač, ker sem končala faks, sem odprla SP in to je bilo to, ne. In v bistvu takrat smo potem tudi naredila ta uradni prepis in to je bilo to. Ja. Kar je pa, kar povej. Ne, kar sem hotela povedati, je pa to, da v bistvu s tem, ko sem naredila ta uradni prepis, sem pa jaz imela tudi željo, ne, da sama zaplavam. Ne. Se pravi, jaz sem imela vedno, jaz sem to relativno, no, pač kar je za koga kmalu, koliko sem bila stara, to je 5 let nazaj, dobrih 24 let, evo, ko sem šla na to pot. Zdaj, hotela sem zaplavati. Jaz sem vedno vedela, da pač se jaz lahko z vprašanji obrnem na očeta, da vedno mi bo pomagal, ampak enostavno sem hotela stvari probati na svoji koži, ne. In nisem hotela, da mi on, ne vem, neki, bom rekla po domače, odnaša ritme. Hotela sem biti res sama in da se čim več naučim v poslu. Ja, ampak eno vprašanje se mi pojavilo, ki se mi zdi, da bi bilo pri mnogih, ali se pravi, ok, naredila si faks in potem si dobila lokal, lahko tebi, ki imaš tazga očija. Ja. Se pravi, definitivno jaz ne zanikam, da to je neka boljša predispozicija, ampak nikoli nisem tega zanikala, ampak tako je, ne, merilo kvalitete je trajanje. Se pravi, če jaz ne bi bila sposobna, če se jaz ne bi sama znala soočati s stvarmi, bi jaz lahko zaprla, ne. Ker nekaj je prevzeti, nekaj je pa to voditi, nekaj je pa delati, pa graditi na poslu, ne. Tako da pač lahko bi bilo to trajanje 1 mesec, ne, lahko pa to še vedno traja, ne. Tako da. In to se mi zdi je ful pomemben point, ker dosti je tega, ker zunaj slišiš, ja, lahko oni, ki imajo bogate starše, pa zdaj vodijo, ne. Ampak točno ta je pa razlika, ne, ker se vidi, če si otrok oziroma otroci želijo voditi, se zgodi tako kot tvoj primer, ker to še vedno traja in se razvija in izboljšuje in tako naprej. Ne? Ja. In poznamo veliko primerov, kjer so otroci prevzeli in pol vse skupaj propalo v zelo kratkem času. Kar je pa, ampak z nobenim nespoštovanjem do kogarkoli, vsak ima pač svojo pot v življenju, ampak se mi zdi pa, da je ful pomembno, da ljudje nehamo dajati ven, ker lahko je njej, ok, mogoče, sam nisi bil v njeni koži, ti ne veš, a si vedel, da je bila pri psihoterapevtki, ki je bila v najstniških letih, pa bi zdaj rekel, ja, kako, ne, doma starši, se pravi, niste bili revni, niste bili, da bi se mogli boriti za vsako še kruha, ne, in tako naprej, ne,
pa pri psihoterapeutki, pogledajo razvajanko eno in tako naprej, in pol gre na faks in zraven ta vizažistko, noben najbrž ni vedel, da si prihranke svoje v to vložila, to je tako oči plačal, ne. Sprav, ene veliko zgodbe, fame se okrog tega lahko se naredi, pa me samo zanima, si kdaj imela kakšno izkušnjo od koga ali pa da si čutila in kako si se pa s tem soočila? Glej, Jernej, izkušnja. Da bi direkt do mene nekdo prišel pa mi rekel v obraz, ne. Se pravi, če bi jaz sklepala, potem bi rekla ne. Ampak jaz sama vem, se tu začutiš, ne, da pač ljudje imajo marsikaj za povedati, ne. Ampak jaz se s tem ne ukvarjam. Zakaj? Prvič se jaz nimam časa ukvarjati s temi trači, rekla, kazala, bo to, ne bo. Mene to ne zanima, ne. Jaz imam svojim življenjem in pač jaz imam svoje življenje tako polno in ljudje, ki mene obkrožajo, ne, so res eni, vsak po svoje čudovit in jaz se ukvarjam s sabo pa z njimi. Jaz se ne ukvarjam z ljudmi, ki so, ne vem, pač niti sama nikoli ne želim nikomur nič slabega. Jaz vse v življenju, kar delam, moje glavno vodilo je poštenost, pa da lahko komu kaj pomagam, ne. In če vidim, da jaz človeku ne morem pomagati, ga pustim pri miru, ne. Jaz se ne bom nikoli usedla pa razglabljala pa obrekvala, ker mi je to katastrofa. Tako da, to je to. Okay, cool. Ne, samo tako, a veš, za nalašč sem malo izpostavil ta aspekt, tudi da vidim, kako se s tem soočaš, ne, ker je veliko fame, se vemo, ne, lahko unim, ki dobijo vse od staršev in tako naprej, ne. Redko kdo pa si tako, ker dostikrat je, recimo moja mama ima svojo firmo in posel zaposleni in poznaš prijatelje oziroma kolege in tako znance, ki govorijo, ne, moj šef je tak pa tak, ne, ki si zaposlen. Redko kdo pa razmišlja, kako šefu je, ne, kaj vse ima šef na pladnju, a ne. Točno to. In se mi zdi, da to postavljanje v kožo drugega je ful pomembno, a ne. Preden začneš kogarkoli soditi ali pa obsojati. Definitivno. In jaz pravim, da je treba vedno stopiti v čevlje človeka, pa prehoditi vsaj nekaj korakov, preden lahko govoriš, ne, o njegovih zgodbah pa o njegovem ozadju, ne. Pač tudi recimo začenje, ne. Definitivno se srečuje s strankami, ki so super zadovoljne in strankami, ki niso, ne. Pač to je vsaki stvari, ne. Kako se soočaš s stranko, ki ti sedi na stolu, ti jo naličeš in ona reče, meni to ni okej. Ja, jaz se probam soočati s tem, da predlagaš, ne, pač da popraviš, da v bistvu narediš nekaj, kar da mogoče s takšnimi strankami enostavno tudi težko najdeš res nek skupni jezik, ne. V bistvu ona razlaga nekaj, ti to razumeš drugače in potem narediš in v bistvu to ni to, kar je ona želela, ne. In ampak hotela sem pač to reči, da za vsak posel, ne, ali je to ličenje, gostinstvo, ali je to, ne vem, prodaja, karkoli na tem svetu, je zame merilo kvalitete, tako kot sem rekla, trajanje, ne. Se pravi, da ti nekdo pride in reče, ona je slaba. Ja, lej, oprosti, ne, jaz ličem 11 let, ne. Se pravi, če jaz še vedno imam stranke, za nekoga sem dobra, ne. In definitivno sem našla neko nišo, ki ljudi, ki meni vidijo, da delam dobro in mi zaupajo in hodijo in z mano sodelujejo. Se pravi, da jaz vedno pravim takim ljudem, ko boš ti v poslu 11 let, se bomo usedle, pa se bomo pogovarjale takrat, ne. Pred tem pa sem jaz dobra, ne. In to je to, ne. No, z Uršo si dobro se je uskladila, pa z mojo mami in taščo vse tri je namazala za poroko, toliko da veste vsi, ki gledate. Ja. Ne, to mi je res cool, to, kar si tu zdaj povedala, ne, točno to, ne, ker boš ti nekaj časa v poslu bil aktiven, ker boš imel izkušnjo, pol pač govora, ne, ker lahko je govoriti iz kavča, ne,
tako po Ja, domače rečeno, ja. zdaj ta izraz je dosti popularen, kavčerji, a ne. Tudi lahko je biti selektor iz Ofe, a ne, ki si pa enkrat tam na igrišču pa z 20 različnimi karakterji v garderobi sedeti skupaj, je pa druga zgodba, ne. Je pa druga zgodba, ne. Točno to, ne. Ja. Vmes je bilo vprašanje, kaj pa oči zdaj dela, ki je tebi to prepustil. Sicer si rekel, da to je bila njemu neka obstranska ja, zadeva, ne. tako, ja, njemu je bila to popoldanska obrt. Oči še zmeraj glavno delo njegovo je v grafiki, kjer je v bistvu bil pač čas tudi zaposlen, ne. Se pravi, moj oče je en velik garač, ki je znal delati tudi po 48 ur brez spanja, ne, in evo, lej, on lahko končno uživa, gre na kolo po službi, gre teč in ima ta čas, ki ga prej nikoli ni imel, ker ga je vedno lovilo. In jaz sem res, res vesela, da je temu tako, ne. Tako da. The best. Ja, je ful zanimivo, ne, ker kakšni, zdaj si rekla 48 ur garač, a ne, ker večina pomisli najprej tu, vemo vsi, da takšne turnuse znajo zdravniki imeti, ne. Redko Ja. pa pol pomisli, da še kakšni drugi poklici obstajajo ali pa zahteve so, a ne. To zdaj imam enega kolega, ki, ne vem, je delal v 27 dni od 30 recimo, a ne. Pa ne vem koliko, 12 vmes pa tako naprej. Ker je pač naročil tukaj veliko in enostavno je treba posel narediti, ne. Ja. In je zahtevno in se lahko zgaraš, ne, res Ja. zgaraš, pa bolj Res je psihično to. kakor fizično, ne, telo se še hitro regenerira, ne, problem je psiha se ne. In se mi zdi, Pa da treba je je to ful zdržati, pomembno. ne, pa na kratki rok, ajde, ne, ampak jaz vedno pravim, da težko je teči na dolge proge, ne. Tudi vztrajnost, na primer, ali pa neke negativne izkušnje, ne, v redu, ajde, greš čez eno, ampak kaj, če jih je več na kupu, pa kaj, če je to več mesecev, ne. Ja, Treba saj je to mogoče znati točno zdržati, to ne. vprašanje sem imel, ne, kako se zdaj soočaš, ke sem pogledal in je rdeča češnja zaprta, kdaj, od oktobra. Ja. Ali sredine, ali ne vem, ne bom rekel datum, Ja, 23. imam v glavi, ja, ampak ne vem, če je bil tako. 23. Smo zaprti, ja, situacija evo na svetovni ravni, kakršna je, ampak okej, tukaj ne bomo. Upajmo, da čim prej mine. Ja, smo zaprti, soočam se pa, kako, res dobro vprašanje. Prve dni moram reči, da mi je bilo kar, bom rekla, kar težko, ne. Ampak jaz sem v življenju se naučila res ene pomembne lekcije, in sicer, da na situacijo, da se je treba vedno znati tudi prilagoditi, ne. In kaj sem jaz rekla, v redu, pač je, kakršna je, jaz na to nimam vpliva, ne, kot posameznik, in sem rekla, da bom ta čas izkoristila za stvari, ki mi pa ponavadi res zmanjkuje časa, ne. In v bistvu, Jernej, jaz da ti povem, glej, pač seveda s predpostavko, da jaz kruha ne stradam, pa da pač res smo vsi zdravi, ne, ampak meni dolgčas niti en dan, mi verjameš? Ja, Jaz si vsak dan zapomnim, jaz delam stvari, ki jih rada delam, kuham. Jaz rada kuham, jaz uživam v kuhinji. Spravila sem se delati sladice, ki jih prej nisem nikoli delala. Vsak dan gremo z Elico, mojo kužiko, pa z Erminom, gremo na sprehod v gozd, tukaj, ki ga imamo zraven. Ja, če jih fotraš, jih moraš tudi razgibati pol, ja. Ja, vidiš, zdaj to, ja. Ja, dobesedno, ja. Nekako tako, ja. V glavnem, ja, jaz uživam, jaz si najdem vsak dan stvari za početi in to je to, glej. Ja, mogoče, mislim, imaš ti tudi kakšne, čisto me zanima iz poslovnega vidika, če imaš zaposlene ali si imela večinoma prek študenta, ker je pač svojevrsten izziv, če imaš zaposlene. Je, definitivno se strinjam.
Ne, jaz sem imela zaposlenega, Žigca našega, ampak evo se je takrat izšlo, to je bil splet okoliščin tak, da v bistvu je on že takrat kako je že bilo točno, da ne bom rekla narobe. V glavnem tukaj nekje se je glih izšlo s tisto prvo karanteno, ko je on še dopust koristil, da v bistvu je šel on v druge vode, želel si je probati še druge stvari, kar je logično, ker je bil pri meni že začel že kot dijak, študent in potem nadaljeval kot zaposleni in je rekel, da bi rad še probal ene druge stvari, ki ga v življenju zanimajo. Tako da potem si pa enostavno nisem upala zaposlovati, ker se je napovedovala slaba situacija, tako da ne trenutno nimam zaposlenih, imam pa preko pač študentskega dela. Ja, mislim čistko. Ja, itak, je to izziv, izziv. Je razlika, če mogoče. Ja, valjda. Ne, res, kot berem, gledam, marsikdo se sooča zdaj z groznimi, bom rekla, situacijami in upam in želim vsem, da to prebrodijo in da zaštartamo s polno paro, potem naprej. Ja, jaz sem podobno kot ti, pač sem sicer SP, ampak ker nimaš zaposlenega, je pač jaz še nimam niti prostora v najemu, da ne govorim, ne rabim materijala in tako naprej, kar se je tebi zgodilo, se pravi, je pač to nadomestilo, ki ga država daje, se mi zdi res vrhunsko za pač vsaj te osnovne stvari, tako da je pol, ne predstavljam si pa, kako bi bilo, če bi imel še 2 zaposlena, ker verjetno, če jih moraš plačati, nadomestilo je pa pač za kukar je, za SP, je potem verjetno so tle krediti takoj, brez da bi rekel keks, moraš pobrati nekje. Ok, še karkoli glede, ne vem, se pravi rdeča češnja, pa ličenje, pa rada kuhaš in sprehajaš kužiko. Top shit. Ja, jaz obožujem živali, obožujem kuhanje, pač tako da mislim, da dejansko, iskreno, da ti povem, sem ta čas rekla, da izkoristim za te stvari, ki jih rada počnem in to je to. Eno vprašanje prej, ki sem ga imel, pa sem pol prekinil, ker se ga zdaj spomnil, se pravi, imaš rdečo češnjo, kjer zagovarjaš, da je v sebe zdravo, moje telo je moj tempelj. In po drugi strani si prej povedala, prej sem kadila, Ja, sem. Kar je tako, pač, če sva iskrena, je pač navzkriž. Sprav, kaj je bilo, da se ti je zgodilo, da si dognala, ok, meni je pa, zdaj pa sem res dojela, se pravi, da je moje telo, mi je pomembno, tako ki si rekla, na dolgi rok, ker prej si kadila, pomeni, da bova rekla iskreno, nisi spoštovala svojega telesa na dolgi rok. Ne, Jernej, veš, kaj se ne strinjam. Zakaj? Zato, ker ljudje, ko začnejo govoriti o spoštovanju svojega telesa, grejo na vse ali nič. Se pravi, ali 100% delaš vse pravilno, ali pa ne delaš. Ampak tukaj je še veliko variant vmes. Se pravi, da jaz sem definitivno in pač gledala, kaj vnašam vase, glede hrane, pijače, alkohola, spanja, ki je tudi zelo pomembno, gibanja v naravi in ne vem, prehranskih dopolnil, ampak pač nisem pa gledala iz vidika kajenja, sem to še ne pomeni, da sem spadla iz 100% na 0. Ja, ok, mislim, vsak ima svoj pogled, tako da. Ampak kaj je prišlo definitivno ne do zagovarjam tega, da je to neka zdrava stvar. Nikoli nisem tega zagovarjala kot neko zdravo stvar, nikoli se pa nisem s tem tudi obremenjevala. Se pravi, ker pač še vedno sem bila mnenja, da če že kadim, s tem, če bi kadila, zraven bi bila pa še, se bi pa še obsojala, da kadim, si delam dvojno škodo. Tako da mogoče pa to skrivnost tistih ljudi, ki še vedno pol rečejo, za večino ljudi, ki kadijo, pač vemo, kakšni so izidi, ampak so pa primeri, ki
ne vem, kadijo do 90. 100. leta in je čisto v redu. In mogoče je ravno to ta catch, ne obremenjuje se, a ne. Medtem Jaz ne ko, vem. ja, ne vem, čisto Ne bom razmišljam, meni je vedno, ne, čisto, rečemo ja. temu filozofiram ali pa, ko bi temu rekel, Razumem. gledaš te vzorce, meni je to zanimivo gledati, ne. Kakšna je zdaj razlika pri enemu, ki kadi 60-70 let, pa pač nikoli nima nobene bolezni prirojene temu, ne. Nekdo pa isto dela, pa jo ima, ne. Ampak je treba polit pogledati zadnji, tako kot si rekla, ne, kaj poleg tega počne na fizični, fiziološki ravni, ne. In pol še tudi na psihični ravni, ne. Se pravi, če se ne obremenjuješ, je sigurni faktor stresa toliko manjši, a ne, Ja, kot pri nekomu, ki se še obremenjuje, ne. In potem tudi mogoče, kaj ti kajenje predstavlja in tako naprej. Enim je to res gust in je to sprostitev, tako pač meditacija svojevrstna, ne. Eni pa v tisti dozi živčnosti posegajo po temu, ne, kar pa je potem pol spet. Mislim, zdaj čisto ugibam, ampak cool, zanimiv pogled, no. Tako, a veš, ker na koncu je vedno ta, ne, nekdo, ki predstavlja zdrav način življenja, po drugi strani pa ne živiš zdravo, sej 100% zdravo, vsak se vsake toliko časa pregreši, ne. Ampak rečemo, da cigareti so ena taka stvar, ki pač ti vsi povejo, še na škatlici ti piše, ne. Meni je ful zanimivo to, ne, pri ljudeh, ki kadijo, na škatlici piše, ne, kajenje ubija, škoduje zdravju in jim je ful zanimivo. Ja, ampak ne vidiš tega. Takrat pač to enostavno spregledaš, kot da ne obstaja, a ne. Točno to. Saj pri meni je bilo podobno, ko sem pač travil. Lahko ti rečejo karkoli, ampak pa sem imel svojo izkušnjo, ne, in danes lahko rečem, ja, ti lahko vpliva na spomin, če pretiravaš, na koncentracijo in tako naprej. Ampak je spet različno pa različnih, ne. Eni pa se noro dobro učijo, ki skadijo en joint, ne. Eni noro dobro dobivajo ideje, ki zraven cigaret kadijo. Eni pa ne, in je pač, se mi zdi, res le bolj individualen pristop. Ampak mi je zanimivo delovanje našega možgana, kako spregleda to in pač, kot da ne obstaja ta informacija. Ja, definitivno, ne, pač sej veš to samo sebe, ampak ne boš zdaj vedno, ko boš kupil škatlico, si rekel, joj, ne, mislim pa videl tisto, da bovate sjalo, ne. Urša prav, da me eno klišejsko vprašanje. Če pogledaš zdaj nazaj, kaj bi svetovala sebi kot najstnici, oziroma tudi to, če zdaj pogledaš, si kaj pogrešala kot najstnica in bi si želela, da bi imela na voljo? Ja, dobro vprašanje, ne. Se vidi, Urša je res ena pametna, razgledana ženska. Dobro sem to ujel. Fantje, dobro sem to ujel in punce. Ne, v glavnem pogrešala, da bi zdaj rekla iz glave, mogla bi se, evo, za ta odgovor bi se mogla malo bolj poglobiti, razmisliti, si vzeti mogoče res kakšno urco, da se poglobim vase, pa dobim ta odgovor, ampak trenutno ga nimam. Tako da na prvo žogo bi rekla ne. Svetovala bi si kot najstnici pa to, da v bistvu padci v življenju so nekaj dobrodošlega, da v bistvu iz napak, pač kakor se sliši to klišejsko, iz napak se ljudje največ naučimo, ne. Saj če je vse dobro, vse super, fino, fajn, takrat se naučiš, ne. Takrat v bistvu ti je vse super. Tako da to se mi zdi res ena pomembna stvar. Druga stvar, ki bi si jo svetovala, je, da metuljčki, ne, v trebuhu niso vedno odraz tiste prave ljubezni, ne. Da v bistvu tista prava ljubezen, ki pride, je mirna, ne. Je nežna, je globoka, ti daje čisto neke druge občutke kot tisto, kar misliš kot najstnik, da je prava ljubezen, neka vzhičenost, adrenalin, metuljčki, ne, da ti srce nabija, ne, pač to se mi zdi res ena pomembna stvar. Potem, da starši v bistvu niso tvoji nasprotniki, sovražniki, zaradi tega, ker starši vse, kar želijo, je, da ti gre v življenju dobro in izhajajo pa iz nekih svojih izkušenj, ker so nenazadnje bili tudi oni najstniki, in da jim ni tako slabo prisluhniti in sprejeti kakšen njihov nasvet.
in se z njimi pogovarjati. In pa tudi to, da v bistvu v življenju se konstantno spreminjamo, ne. In da v bistvu to, kar misliš ti zdaj, čez 10 let ne bo imelo nobenega več vpliva lahko na te, ne. Da je sprememba edina stalnica, ne, v življenju. In to je to, no, na kratko. Ok, the best. Upam, da si zadovoljna z odgovorom, gospa Picelj. Drugače pa, daj mi še povej, dotaknila si se točno te ljubezen, zaljubljenost, to je eno vprašanje, ki vedno ga tu damo ven. Se pravi, zelo je zadovoljna in napisala. Hvala. Kaj je potem, točno to, no, mogoče si že odgovorila, ne, se pravi, moje vprašanje je, kaj je srčika tega odnosa z Erminom, ne, se pravi, prej si mi omenila, da ste skupaj že 7 let. Ja. Vse je veliko primerov, ki so ljudje dolgo skupaj, ampak med nas mladimi pa ni tukaj veliko, je dosti več teh, ki so, pa pol se znajo hitro razideti ali pa nekako ne ujameš več, kot leto pa pol, 2, dosti primerov je tam zunaj, a ne. Se pravi, kaj vaju napaja, kaj napaja to vajno odnos? Pač jaz bi tukaj rekla eno stvar, ne, da tisti, ki govori, vse je super, medva sva super enkratno, tisti se laže, ne. V vsakem odnosu pridejo vzponi in pridejo padci. In pridejo dnevi, ko se ne moreš videti, ne. Pridejo pa dnevi, ko enostavno bi se najrajši razjokal od veselja in sreče, da si našel takšnega življenjskega sopotnika, ne. Zdaj, treba pa je vedno znati, za moje pojme, reševati te situacije, ko pridejo te padci, ne. Da se znaš usedeti, da se znaš pogovoriti, da znaš najti nek kompromis. Znati je treba popuščati. Ne vedno iti na vso silo, ne pa trditi svoje. Včasih je treba popustiti, reči v redu, lej, imaš prav, ti misliš tako, jaz mislim tako, jutri je nov dan in gremo naprej, ne. In pač treba je v bistvu človeka sprejeti z negativnimi in pozitivnimi lastnostmi, ne. Ne samo postrgati smetano, ne, to, kar se danes dogaja, da v bistvu ta nek, bom rekla, človek 21. stoletja konstantno hrepeni, ne, hrepeni po boljšem, ne, to ni dovolj dobro, grem tja, tam bo boljš, tam bo, ne bo, ne. Kamorkoli boš prišel. Kako je dobro to rekla, ne bo, je jasno. Ja, ne bo, pač vedno bodo neki. Prav, da bed, si tako rekla, direkt. Tam gre, ne bo. Ustav se, ne bo, ne. Vedno so neke stvari, ne, ki jih moraš sprejeti, ki ti ne pašejo, ne. Zdaj samo moraš se vprašati, kaj je tisto, kar je zate pomembno, da sprejmeš kot neko negativno stvar, pa jo še vedno preneseš, ne. Se pravi, in z njo živiš, ne. Tako da to je, mislim, da bi pač, kar se najnega odnosa tiče. Bravo. In to je to, no. Pa že prej si omenila ljubezen je, ne, ta mirna, pač, ko si prej omenila, ni ta vzhičenost prisotna, ampak je ta mirnost in nek, ko si že rekla, ne vem, bomo zrezali, pa se bom spomnil. Ja, si rekla, da pride mirna, bolj globoka je. Nežna, bolj globoka, tako, ne. Tako da ja. Evo, super. Tako da evo, če ni več vprašanj za Mašo, vsi, ki gledate, je v bistvu tu jaz nimam več. Mislim, da smo izpolnili namen te oddaje. Maša je povedala, kar je želela in se mi zdi, da smo vsi lahko nekaj od tega pobrali. In videli eno drugo plat, ker mogoče ni nekdo, ki je vse sam ustvarjal, ampak je imel tle podporo staršev in po drugi strani je sam ustvarjal, a ne? Ker podpora staršev še ne pomeni, da sam nisi imel nič pri tem. Tako da, Maša, hvala ti, srečno naprej, predvsem hvala tebi, da naj hitro mine, da bo rdeča češnja spet zacvetela. Hvala. To je to. Hvala, Jernej, tudi jaz
se ti pač res zahvaljujem za ta pogovor in ti želim vse dobro na tvoji poti in to je to, evo. Ja, super, hvala ti. Mi se vračamo, Veseljem. kar se tiče streama, jutri je podcast, večer, tema je denar, sicer med tednom je vse v angleščini, samo nedelje so v slovenščini, tako da money. Pol v torek bomo raftali, v sredo je pogovorna oddaja z enim zdravnikom iz Anglije, Danny Bloomfield. Četrtek bomo raftali, v soboto bo turnir v Warzone in potem v nedeljo spet pogovorna oddaja in to je nekje grob urnik tega tedna. Vse ostalo spremljajte, hvala vsem za nove sledilce, za nove naročnike, subscriberje. In to je to, se vidimo. Mene tako lula tišči, da bom povedal na glas, ker če ne bom zdržal, če ne bom povedal na glas. Evo, predvajal vam bom The Crossroads Eye of Life. To je v bistvu od Urše Brt, njegov band je to naredil, so bili tudi zdaj za popevko tedna, pa nažalost niso zmagali na Val 202. So pa zmagali na Mr. JP streamu in zdaj bomo predvajali njih in outro in to je to. Lahko noč. Čau, lahko noč.